lej, s trudom in z delom lahko prideš naprej, pa lahko dobivaš dobre ideje, dobivaš dobre ponudbe, narediš nekaj dobrega s trudom in z delom, ampak z delom iz srca. Če delaš s težko energijo, pa da ti ni dobro, ti bo ta težka energija pa ne dobro, ti bo sledil. Tako, evo nas, dober večer. Tu je že za po vrsti 8. oddaja, 7. v slovenščini, danes z nami Denis Porčič-Orči, pa jaz sem ful vesel, da se je Denis odzval. Legenda, tako kot sem že napisal na Facebooku, dvakrat sva se slišala, pa si se z mano pogovarjal, da sva best frenda. Ja, to je Kar tako. mi je, to je res, meni tu res štejemo čas, tako odprti ljudje, polni. Tako, če bi rekel pri tebi na hitro, če te jaz predstavim, opišem, bi rekel en človek poln ljubezni, ki bi si želi ljudem prispevati, kakor se le da v njegovi moči. Ne? Tako da mislim, da tudi vsi tvoji projekti peljejo v to smer. Ne? Ja, to skoraj je zdaj lepo povedal. Jaz se ob tem sploh ne zavedam, da vse to dajem. Veš, jaz to dajem tako, kot čutim. Veš, in, ja, veliko ljubezni imam do živali sploh, ker živali na koncu niso sebične, ne znajo biti sebične, veš. Tako kot ljudje, pa smo se dostikrat pri ljudeh tudi opekali, ampak ne vem, veš, če sam hočeš biti uspešen, moraš biti tudi vesel za uspeh drugih, veš. Jaz nikoli nisem nobenemu, ne vem, bil škodoželjen ali nekaj, da bil vesel, da enemu ne bi ratal, veš, zato da bi bil zadovoljen, meni je to smešen. Jaz tudi delam na tem, da so drugi uspešni, veš, sploh na treningih borilnih veščin, veš, treniram druge, ki mi vračajo tudi vso ljubezen, pa tudi če jo ne, veš, nekako to čutim kot svoje poslanstvo, da delam za to, da so ljudje uspešni, ne, in sam vem, koliko je treba garati za to, da si lahko uspešen in koliko je potrebnega enega, bomo rekli, ajde, tudi znanja, pa volje in tako naprej, pa odločnosti, da ne nehaš, kad ti kakšne stvari ne ratajo. In glede na to, koliko sem jaz šel skozi ene stvari skozi, ne morem gledati drugih, ki grejo skozi isto stvar, ki jim pa rad povem, veš, dej, stari, kele, delaš napako, pri meni je bilo isto, dej popravi to pa to. In ne vem, to sem začel delati in v tem se dobro počutim, veš, tudi dostikrat, ker ni denarja, pa mi dosti ljudi reče, pa ti bi lahko služil ful na ta način. Ma ja, saj bom. Saj bo prišlo, če delaš s srcem, veš, itak se vse zgodi z razlogom. To ful verjamem. The best. Mislim, en res super uvod. Če tako rečem, si dobro povzel. Ja, tako da jaz vidim, pri tebi mi je še, preden greva na tisto vprašanje, ki ponavadi štartam, impresivno mi je ta Samuraj, a ne? Ta film, ki si ga posnel in ta način. Tu že od majhnega, ali od kje si ti prišel do tega Samuraja? Jaz sem že kot mulc, veš, gledal te borilne veščine, takrat je bil še Bruce Lee ful popularen. Mislim, se danes je tudi, ampak takrat je bilo, borilne veščine so bile tabu, veš, tako, noro. Rastel sem nekako gor ob teh filmih, ampak ne samo to, kako so se oni tepali pa izvajali te gibe, ampak na kakšen način so se oni to učili, veš, tako je bilo vse bolj poduhovljeno. Takoj sem se najdel noter, veš. Takoj sem si predstavljal enega učitelja, kako me uči, pa na kakšen način pridobivaš mentalno pripravljenost in take stvari. Meni je bilo to tako fascinantno. Ampak nikoli nisem mogel nikjer trenirati, veš, tako jaz sem bil po mojem 6 let star, ker sem to gledal in hotel trenirati. Nek do 11. 12. leta, dokler se ni pojavil ta karate klub v Kranjski Gori Slovan. Takrat, ko se je to začelo, stari, so se meni odprle vse, stari, da sem v svojem svetu. Prišel sem na trening, ful sem stvari že vedel, zaradi tega, ker sem vse kopiral iz filmov, veš. Še trener mi je takrat rekel, ti kje že treniral? Ne, nisem treniral, ampak sem gledal filme. In ful sem vesel, da sem imel tudi dobre trenerje, ki so me spravili pa na to pot in da sem začel v bistvu s karatejem, ki je nekako japonska disciplina tega športa borilnega, ki ful poudarja na disciplini, spoštovanju in tako naprej, ker
samuraji v bistvu tudi izvirajo iz Japonske. In veliko ljudi danes meni, kva ti vse samuraj, zakva vse samuraja, veš, trenirate kickboxing, ne? Kickboxing ni japonski zvrsti, ne? To sploh ni važno. Če bi ljudje vedeli, kva pomeni samuraja, ne? Pa to bom zdaj tudi vsem povedal, kva pomeni, se v bistvu zlaga z mojim načinom življenja in samuraj v bistvu pomeni služiti, ne? Noben ne ve, ko zmeri, ki reče samuraj, so videli, ja, to so bili oni, ki so šli v borbo in če niso zmagali, so se ubili. V bistvu samuraj pomeni služiti, ne? Oni so služili svojemu cesarju ali pa svojemu gospodarju, kakorkoli že, ne? In za vsak cilj, ki so si ga zastavili, so bili pripravljeni umreti. Danes jaz tako delam, vse, kar si pač zastavim, kar delam iz srca, jaz bom dal vse za to, da dosežem, ne? In služim v bistvu ljudem. Nimam nekega svojega gospodarja, za kar sem ful vesel, ker so danes drugačni časi, ampak kateremukoli človeku, ki rabi pomoč, sem pripravljen pomagati, ga usmeriti na pravo pot, otroke isto, veliko otrok imam tudi v klubu, ki me nekako vidijo kot svojega vzgojitelja oziroma učitelja in tako naprej. In tle se mi v bistvu uresničujejo sanje. Veš, jaz sem imel tudi dobre učitelje, ki so me učili nekako na ta borbeni način, samurajski način, in to zdaj jaz dajem naprej, ker to sem si zmeri želel, ne? In vsem hočem povedati to, veš, meni dosti stvari tudi ni ratala, ne? Ampak nikoli nisem nehal, ne? Zmeri sem našel neko pot, ki znaš iti naprej, ne? Jaz vem, da ne bom mogel cel življenje ostati v borbah, pa biti fizično ne vem kako pripravljen, ampak lahko sem pa cel življenje učitelj, ne? In trener, coach, kakorkoli že. Pa to, ko rečem trener, ne pomeni samo tako, da sem trener, naredi 15 vojaških, 30 sklec, pa domov, ne? Ampak da si v bistvu res učitelj, da skrbiš tudi, da so otroci, ki niso tvoji, ne? Da so uspešni v šoli, da se znajo učiti, da na treningih spoznajo načine, kako sebe izboljšati, ne samo v športnem pogledu, ampak tudi v pogledu na življenje, da znajo biti boljši v šoli, da ne vem, sodelujem ful starši, če me rabijo, karkoli, mlej sem tukaj, veš, nisem samo trener, daj mi 20 evrov na uro, pa pojdi pol domov, da te ne vidim, ne? Ampak kdorkoli je pač pod mojim okriljem, in otrok in starejši, pač skrbim za njih, kakor se le da, po vseh mojih najboljših zmožnostih. Res, da sem včasih zmatran, pa ne morem vsega narediti, ampak to ne pomeni, da nisem tukaj, ne? In to so mi dale borilne veščine, veš, ker ful folka si borilne veščine predstavlja tam oktagon, veš, zdaj UFC, ljudje se noter tepejo, gladiator, ta je najmočnejši, ta je zakon, ta je car, ne? V zadju tega je toliko enih stvari, ki se ljudje sploh ne zavedajo, ne? Koliko je tukaj odrekanja pri treningih, koliko je tukaj ene osebne rasti, se tudi te borce vidimo, kako osebno zrastejo in tako naprej. In hočem povedati ljudem, da ni pač vse v zmagi in v porazu, veš, ker vsak od nas ima zmage in poraze v športu in v življenjskem nivoju, na življenjskem nivoju, ampak fora je to, da od vsake stvari odneseš eno modrost. To pa ljudje, redko kdo dobro to zna narediti, ne? In ne samo od sebe, da odneseš modrost iz svojih porazov pa zmag, pa izkušenj, ampak da znaš to odnesti tudi od drugih, ne? Da znaš poslušati ljudi, ne? Ker se od njih lahko veliko naučiš, ne? Učiš se lahko tudi od klošarja na cesti, če boš poslušal njegovo zgodbo, ne? In jo boš lahko povedal naprej. Sam ljudje to v današnjih časih ne znajo več, ker so vsi bolj skoncentrirani na sebe, preveč jim ego tudi dela in točno to jaz hočem odstraniti v našem športu, tako da ljudje znajo pomagati tudi drugim, kakorkoli, na njihov najboljši način, ne da mislijo samo na sebe, ne, in na svoje uspehe, ampak da zraven delijo tudi te izkušnje in energijo do drugih, da tudi oni postanejo uspešni. Top. Mislim, meni se zdi, jaz bi lahko rekel skoraj, da ni naključje, da si se odzval tako, kot si se, ker jaz imam podobno, jaz isto pač stojim za mladimi
in si želim jim nekaj dati, kakor lahko. Recimo tudi ta stream je v bistvu zaradi tega, da na netu online imaš en kup vsebine in zdaj, če damo nekaj kvalitetnega ven, nekaj, kar lahko vzamejo v svoje življenje in dejansko prakticirajo, sprobajo, se mi zdi tu res, res dober in ful dobro si tudi povedal, ne. Želim si to spoštovanje in kaj samuraj sploh je služiti, ker res je, ker ponovadi reče samuraj, ljudje vidijo enega z uno katano, ki drvi in pač pobije vse in če jih ne pobije, ubije sebe. In that's it, ne. Ampak je to dejansko samo ena majhna stvar, ki so jo samuraji počeli v svojem življenju, a ne. Točno to je. Ampak če greva iz tega vprašanja, ki ponovadi gremo, kakšen je bil Denis kot najstnik? Tam, rekel si že nekaj, kot otrok si ful borilne veščine, ne? Ampak tu rečeva je bila ena smer hobi, ampak kako je bilo pa, ne vem, celotna situacija v šoli, doma, starši, punce in tako naprej? Jaz kot najstnik, ko sem prišel v prvi razred, sem bil ves tak prestrašen. Niso mi glih nekako ljudje marali, oziroma ne, da mi niso marali, ne morem tega reči, ampak dosti je bilo takrat teh stvari, veš, bosanc gor, bosanc dol, da so te stvari pozabljene, veš. Ampak jaz sem bil že od nekdaj tak človek, ne, da se nisem prav nekaj spuščal v to, kdo kva je, kdo črn je bil, bosanc ali Srb ali karkoli. Takrat, če ni bilo tega, veš, ko je bila na Balkanu vojna in tako naprej, so bolj Slovenci gledali na vse Balkance malo drugače. Ampak po mojem glih, ko se je vse to nekako razblinalo, ker so bili pol Srbi, Hrvati, taj Hrvat, taj Srb, gor dol, ker so nas razčlenili na 10,000 končkov. Če znaš ostati človek, pol ljudje tudi da malo drugače gleda na tebe. Če se pa spustiš v to sovražnost, pa sam postaneš del te negativne energije in začarnega kroga. Jaz kot najstnik, malo sem sanjaril, no. Ampak danes lahko rečem, da so me ta sanjarjenja popeljala na ta pravo pot, veš. Jaz samo rečem, daj, sanjaj, pa zabot. Kaj si pa sanjaril takrat? Kaj si sanjaril? Sanjaril sem o tem, da bom, veš, svetovni prvak, da bom najmočnejši na svetu, da me bo ljudje poznali, da bo rekel, ta je Jack, veš. Itak je pol to, vse se je začelo uresničevati, veš, te stvari so se začele uresničevati. Sem hotel trenirati karate, sem treniral karate, noro. Sem hotel delati muziko, pa malo kasneje, v teh malo bolj pubertetniških letih, smo začeli delati muziko, veš, ker sem si se zaželel, da bi naredili en komad, smo naredili en komad. Da gremo še 5, smo jih naredili še 5, smo naredili video spot in pa je to šlo kar naprej. To se je pol kar vse vleklo eno za drugmu in vse je šlo v tisto smer, pač, kar sem si res želel, a ne. Zato danes pravim vsem otrokom, moraš sanjati. Meni so govorili, da ne sanjaj. Kva ti sanjaš? Ma sanjajte, stari. Sanjajte, pa verjemite v to, da vam lahko stvari uspejo, a ne. Če boste sanjali res srcem, pa da ne boste imeli nekih negativnih občutkov zraven, to vam bo vse ratalo. A veš, in jaz sem imel dostikrat pač tudi negativne občutke zraven, rečemo, moj foter je bil alkoholik, ni bilo glih doma, mat je delala, ni bilo glih doma tako, kot bi mogli biti, mat je delala po cele dneve, se trudila nas preživeti. V bistvu, jaz moja mama vidim kot samurajko, ki ni obupala, veš, služila nam vsem. Pol pa, če verjameš v to smer, da bo to se speljalo, vse se uredi, veš, foter je tudi nehal piti pol. Z muziko sem se začel ukvarjati, ker mi je bilo nekaj najboljšega, s kocko smo začeli delati, nekako, takrat smo ful uspeli, itak smo bili mladostniki, vse je bilo tako, kot da sanjaš, a veš, in jaz sem si dosti rekel, stari, ti moraš res merkati, kva si želiš, ker se te res vse lahko uresniči. Točno to. Ja, in pol je še ta film, ki sem ga tudi omenil, dokumentarc, v bistvu moj, ko sem jaz mislil, da bo to tako, malo bojo dokumentarc posneli, pa ga bojo dali na Facebook. Na koncu je bila to celotna zgodba, ki je kazala moj moje priprave na moj prvi fight, ko še danes ljudje ne vejo,
da bi to moj prvi profesionalni fight, ker sploh nisem imel amaterskih borb. Mene so povabili, a ti šel v profi fight v ring? Ja, a jaz pa nisem vedel, kako amaterska borba izgleda. Treniral sem kickbox, karate, ampak nisem imel nobenih izkušenj. Jaz sem šel prvič v ring probat, sem se malo pripravljal, malo spoznal ta svet, dobil batine, prvo borbo, da beš, to tako izgleda, grem nazaj v telovadnico in sem pa postavil svoje stvari, tako sem jih hotel. Ok, hočem biti boljši, rabim stabilnost, rabim moč, rabim to, rabim un. In sem to začel, tudi to ljudje ne vejo, brez trenerja, treniral sem brez trenerja, z Lucianom Carbinom, ki je v bistvu trener vseh teh znanih borcev, Alistaira Overeema, Tyrone Sponga in tako naprej. Fedorja je tudi pripravljal na borbo z Mirko Krokopom. So se spoznali in so se tako ujelo, on je takoj začutil mojo energijo, veš, in od njega sem se spet naučil ful stvari. In od vseh ljudi sem se učil, od vseh trenerjev, nekako izpopolnil svoje znanje, na koncu pa še sebe poslušal, se pravi, kva zares rabim in kva drugi ljudje rabijo, ker sem postajal trener. In vsaka stvar, ki sem si jo želel, je res peljala na tisto pot, da lahko to dosežem. Ampak ljudje se dostikrat ustrašijo, veš. Če bi se jaz ustrašil, kar v borbo grem, ne, me bojo tam razbil, pa to. Vse sem se ustravil, itak, da sem se, itak, da me je bilo strah, sam jaz sem vsem šel. A veš, ljudje delajo napako, ker se med strahom, a veš, potlačijo ga. Ne, se mi ni strah, pa ga potlačijo. Strahom se mi soočati, pizda. A veš, priznati si moraš, strah me je, popišen sem ko pusi, super, kva bom naredil, da bom to premagal. In sem začel to delati, stari. Dobil sem bombe, prvi fight, določeni ljudje so se smejali, kva ta kle dela. A veš, to bo skozi, tudi če bi, ne vem, jih premagal 100, še zmeni se bo en najdel, on ima to vse kupljeno, a veš. Nikoli se ne smeš ozirati na to, kva ljudje govorijo, pa kva si mislijo, ampak to, kako se pač sam noter počutiš. Ker smo glih pri temu, da kakšen sem bil kot najstnik, itak smo bili tudi uporniki, veš, da smo bili. Hodili v šolo, srečevali se z raznimi stvarmi, ki so nam prišle nasprot, travca, jointi, pa to, veš, je bil ful popularen, takrat hotel smo biti frajeri, pa to. Cugica, pljugica in tako naprej, rap muska in tako naprej. Priznam, tudi kakšen gramček sem kdaj prodal, ker nisem imel še šihta, ampak zaradi borilnih veščin jaz sem se pač mogel znajdeti. Nisem nikoli padel v neke stvari, ki imajo ful negativen, ne prizvok, ampak negativno ozadje. Jaz sem vedel, da ti lahko trava prinese določene posledice, da ti alkohol prinese določene posledice. Takrat sem pa tudi ful s fitnessom začel in pa rečemo, jaz zdaj nisem pil alkohola, nisem bil nažgan 20 let, po mojem. Takrat tudi malo zaradi fotra, veš, ker sem gledal, kako je bilo takrat, ki ga je pil in to naprej, in mi šel alkohol na živce. Pa so mi ljudje, da enega spi z nami, ne bom, pa treniram, ne bom. Na živce mi gre in ne bom pil, razumeš? Ne bom kadil, ne bom pil in to je to, če sem se odločil, je to. Ja, te bom prekinil, ker vem, da imaš svoj plov in govoriš, ampak vam tako pod vprašanja, ne? Sprav, eno si omenil, da se pravi oče, mami cel dan delala, vidiš jo kot neko samurajko danes, ne? Kaj si bil pa v najstniških letih do svojih staršev? Ok, rekel si, oče je pil, ampak vseeno, kakšen sta imela odnos, kadar mogoče ni bil pijan, ker jaz delam ene delavnice za mlade, se imenuje, če ne veš, vprašaj. In dobimo vprašanje od najstnikov, ne? Kako naj pomagam očetu, kako naj pomagam staršem, ki pijejo, ali pa očetu, ki pije, ne? Kaj ne naredim, ne? In me zanima, kaj si ti naredil? V umu cajtu je mene ful jeza do njega, me ful obremenjevala, veš, jaz sem bil jezen na njega, tudi se nisva zastopila, zaradi njega sem se jaz tudi ocelil za en čas, nisem bila v dobrih odnosih, veš. Kaj pa si bil jezen kaj si bil jezen, ker bi mogel biti drugačen oče? Ja, to, a veš, na živce mi šlo in ta popivanje skozi, pa nikoli ga ni bilo zraven, veš, zmeri mi ni sam mat pomagala. In da mi kot najstniki se ful učimo, in to polagamo vsem najstnikom na srce, vsem
nikoli ne smete jeze držati vse, zmeraj morate ljudje sprejeti take, kakor so. Jaz sem to pol kasneje spoznal. Sprejeti in pač nekako z ljubeznijo jim pomagati, ker z jezo jih sam še bolj turiš v to, kar delajo, in z odvračanjem in z vsem temu. Jaz sem jim pol to srečal, da je fotor vmes že za 10 let tudi nehal piti. Pol kasneje se je tudi kaditi nehal, cigarete in to. Pa je postal ful drug človek. Pol me pa mama umrla v Bosni in pol se je spet spremenil in spet je začel piti, ampak je bil drugačen. Takrat v mladosti, ko sem bil jaz, me dostikrat pretegnil stari, da sem odletel 5 metrov, veš, in zaradi njega sem začel borilne veščine trenirati, zato da ga polomil, veš. Jaz sem šel borilne veščine trenirati, itak so mi bile všeč, ampak sem rekel, zdaj bom jaz to natreniral, pa ga pa zlomil kot kantom. Dobro, da sem imel dobre trenerje, ko so me naučili drugačnost borilnih veščin. Jaz bi njega lahko polomil kot kantom. Ampak jaz sem njemu hotel pomagati. Veš, jaz sem mu pokazal, on je dojel, da sem jaz močnejši, veš, polk sem zrastel, že par 18, 19, da sem močnejši od njega. Meni ni bilo treba pokazati tega, pa ga zlomiti. Ampak sem mu hotel pokazati, da sem boljši od njega. Razumeš, da znam poskrbeti za stvari, da znam tudi kakšno stvar doma narediti. Čeprav nikoli mi ni priznal, kao, bravo, sine, nikoli mi ni tega rekel. Ampak pri sebi je vedel, pa me tudi pol neki malo tako ponižval, še danes me tako, pa boš ti, ne znaš kozi repa zvezati, veš. Ampak, jaz mu sam rečem, ja, itak. Znam pa vem, da se okrog, moj sine je zmagal na fajtu, veš, gor dol, pa je bilo to, pa je bil na televiziji, pa gor pa dol. Zdaj na srečo, fotor že 2 leti ne pije, ker je mogel pač na težek način spoznati to, pade po stopnicah, si zlomil peto, udaril z glavo in je imel kar orang probleme. Na srečo zdaj, 2 leti je trezen in odnos je čist drugačen. On tudi to vidi, veš. Jaz tudi pustim denar doma, če treba, karkoli, veš, take stvari. In on se zaveda vseh napak, ki jih je delal. Če bi jaz zjezal vse to, pa da marš poter, veš, kaj je s tabo, da bi jaz držal eno zamero, kar danes veliko ljudi dela. Ker tako zadovoljijo tudi svoj ego, veš. Ja, bi rekel, da kakšni se ne znajo soočati drugače in vidijo, da neko, ki si rekel, se učiš od drugih. In ti si rekel, si imel trenerje, ki so te učili in so te dejansko povlekli v to spoštovanje, rečeva temu čistost teh samorajev borilnih veščin, ki vse delujejo na spoštovanju in čaščenju drugega. Medtem, ker nekdo, ki nima dostop do tega, se ujame v ta cikel jeze in pol operira z jezo, ker drugače niti ne znaš, niti ne veš, da lahko drugo funkcionira. Res je. Zato je dobro, da se ljudje ukvarjajo športom. Ne samo športom, da najdejo nekaj za sebe, kar imajo radi, ker bojo prek tega spoznavali vsake stvari, ki se lotaš, ali šola, ali šport, ali učenje, ali umetnost, ali karkoli drugega. Tam morajo biti dobri učitelji, ki ti znajo predati določeno znanje, ne samo o umetnosti, v športu, o kjermukoli, ampak o življenju nasploh. Mislim, da se zdaj v teh cajtih ful to odpira, pač te bolj energetske zadeve, ki se jih znaš povezati, da znaš sam sebe najdati. Včasih, ki si rekel, najdi sam sebe, vsi, oj tega, ga sti na drogi, boš začaral, boš zmolil. Veš, ampak zdaj se so začeli zavedati, kaj res pomeni najti samega sebe. Ker najtežje je gledati ljudi, in to sem tudi povedal mojem na treningu in velikim otrokom, ki so prišli k meni, ko smo imeli športne dneve. Poslušajte v šoli, ker vas usmerjajo na ta pravo pot, pa poslušajte svoje srce. Veš, ne biti pametni, pa biti kao gangsteri, jaz ne poslušam, veš, ko bom jaz njih poslušal, to meni ni. Lej, najprej sebe poslušaj, pa poslušaj vse ljudi, ki so starejši od tebe, ki ima vsak svojo zgodbo, tudi če ima narobe. Ampak boš ti pol to spoznal, da ima narobe. In fora je to, da zmeri, hočem povedati to, da zmeri stremijo k svojim sanjam. Mene je tudi malo govorila, joj, pa ti nisi za te borilne veščine, pa te boli pa te boli to. Lej, ne mi to govoriti, lej, Denis, moraš delati, jaz imam trgovino, narediti trgovsko šolo, da boš delal v trgovini, veš, ker tam imaš prihodnost, veš, boš v trgovini delal. Jaz sem res naredil trgovsko šolo, ampak jaz sem vmes spoznal, da jaz tega nočem piti.
Razumeš, delal sem v trgovini, zgubil sem živce. Delal sem v lokalu pol dolg časa, 12-15 let sem delal v lokalu, imel sem še svoj lokal 2-3 leta. Nisem užival. Sem na določenem trenutku užival, ampak to ni bilo to. Dokler nisem najdel sebe v borilnih veščinah in to mi je danes zakon. In najhuj je to, kad ti starši govorijo tudi, ja, pet po tej poti, kar moraš narediti, je sam iskreno povedati, jaz hočem biti to, pa to, pa to. In starši bi mogli podpirati vsakega svojega otroka, da ne gre po svoje poti, ne da mu vseljujejo nekaj, kar oni hočejo. Ne. In zmeri rečem, da morajo slediti svojim sanjam, ker bojo sam tako srečni. Koliko ljudi danes hodi v službo, pa ostane, pa reče, fuck, ne, spet moram iti v službo. Ne, zakaj? Zato, ker si skozi mislil temu, da boš dobil eno službo, ki boš lahko delal 8 ur, pa da boš dobil plačo. Da je razmišljal v službi, pa vso pozitivno energijo v smer tja, da boš imel službo, tudi če boš delal 24 ur, ampak boš sam svoj šef, pa se boš lahko preživljal. In zaradi tega je danes toliko ljudi depresivnih, ker hodijo v službe, ki jim niso všeč. Ja, res je. In povedati, veš, da sledite svojim sanjam. Če se strinjam, in to je tudi v bistvu en od razlogov, zakaj sem to vdajo, kar jaz delam v življenju, za te delavnice vodim, je, ker ko pogledaš mlade, on pač, kot sem ti napisal, apatični so, ne? Ti njim rečeš, ne, pej v šolo, boš imel dobro službo, boš imel dobro službo pola, ne, boš lahko dobro živel, a oni vidijo tam doktorje, magistre brez služba, ne. In po drugi strani vidijo, ne vem, enega youtuberja, instagramerja, za katerega mislijo, da je ful na hitro uspel, ker nima nobene izobrazbe, ne, in oni bi tudi tu, ne. Ali pa gameri, ki danes se e-šport ful razvija, ne. Ampak zadnji en kup dela, ampak če greva še malo nazaj pogledati, veš, ko sem bil mlajši, sem videl kockoval, da tam v tistem pilu je bilo noter, ne, ko smo mi brali, ne. In pa si videl to ekipo mladih iz Kranjske Gore, reperji, ne, in zadnji si me unil, tu so neki težki gangsteri, ne, tu so pokvarjeni panček, ki jim nekaj uspeva, ampak, a veš, tu oni sigurno se tepejo skozi, nikoli ni mera okrog njih, ne. Zdaj povej, tle me res zanima ta zgodba zadaj iz, se pravi, kako ste sploh prišli do kocke? Odkje si, recimo, rekel si, ajde, ljubezen do borilnih veščin prek filmov, a ne? In pol, kar je še tu se bi poudaril, ne, si dobro rekel, jaz sem šel v borilne veščine trenirati tudi zato, da bom fotru dokazal, da ga bom en dan razbil, a ne? Pa pol nisi, si rekel, na srečo trenerju, ampak recimo, vedno lahko nekaj iz svojega življenja, kar ti zdaj ne deluje, uporabiš na dolgi rok, da ti bo delovalo. Se mi zdi, da ti si tu vrhunsko zapeljal, a ne? Odkje pa ta ljubezen do glasbe in da boš ti repal in da boste pol kar tim naredili? Sicer si rekel, da je vse to spontano ratalo, ampak kako si odkril to, da boš ti bil reper oziroma bi rad bil reper? A veš, jaz sem v mladosti pol rabil eno inspiracijo, a veš, tako glede vsega, a veš, da se ne zgubiš, pa tudi to, ker mi pač fotor v bistvu, kot da ga ne je bilo, a ne. Sem rabil eno inspiracijo od enega človeka, ki me bo potisnil naprej in to sem jaz najdel v Tupacu. Kako si tu zbrskal takrat Tupaka? Kaj je eden friend prišel pa rekel, daj poslušaj tega modela, ker takrat ni bilo interneta, da bi ti šel zdaj tam brskati Tupak, ali? To so bile šule kasete, a veš, ki smo jih hodili pa s svinčnika mojega. Kolega je prišel, to je bilo v srednji šoli, v osnovni šoli sem tako opazil, da mi nekako malo tako sede, a veš, kakšno poezijo napisati ali pa tako, da je pač tudi ena ta umetniška stran bila v meni. Ampak jaz, ko sem slišal komade od Tupaka, pa začel poslušati, kva govori, pa se spoznaval z njegovo zgodovino, pa vse to, stari, on kot da bi bil moj fotor, a veš, ki mi govoril, stari, lej, nekaj moraš narediti. In pa je prišel komad ven, ko sem slišal njegov tekst, to moram narediti. In pol jaz sem se ful po njegovih besedilih sem se ravnal, a veš, sicer nisem imel nekega gangsterskega življenja ali karkoli, ampak on je spisal take tekste, da so se vse zgubljene duše najdla noter in nekako probali iti naprej s svojim največjim močmi. In takrat je bilo to zame, jaz če nisem vedel, kva narediti, jaz sem si dal njegovo muziko gor in kol mi je bilo the best.
takoj sem vedel, ok, stari, zdaj bom jaz to pa tako naredil. Mhm. Pa takrat je glih ta hip-hop tako nekako postajal popularen. Sem srečal enega kolega v Kranjski Gori, ki je tudi poslušal hip-hop NASA, ne. In takrat, valjda, vsi smo nosili široke hlače in tako naprej. In pač tukaj je vas, ne. Kranjska Gora pod Korom, to je vas, ni mesto. In smo bili tako, watch money, v Britoglavci, kaj pa je to. V glavnem, malo so se nas tudi bala. In mi so pa rekli, jaz sem pa takrat že malo tako neki hotel muziko delati, pa sem kupil en samplerček od Psiho-Klan, se je takrat imenovala, ki sem malo posebej muziko delal, jaz sem hotel repati, sem začel malo svoje tekste pisati in tako naprej. In so se šalk sem dobila, to je bil ta kolega, in so bila pri meni v sobi, so nekaj tam posemplala in so začela malo repati, stari, to je bilo preklopljeno na radio, kaseta se je vrtela iz enega playerja na druga, smo se posnela. Pa je pa on rekel, da jaz smo še par frendov iz moje strane, veš, da bi se malo dobili skupaj, jaz ko daj po kličeh, pridite k meni. In tako smo začeli ustvarjati. Jaz glih zadnjič sem poslušal ene posnetke na kaseti, stari, jaz mislim, da sem usrl. To je tako smešen za popizditi. Ampak, lej, je šlo to sam naprej, pa se je še ta drug kolega pridružil. Na koncu nas je bilo 6 in smo rekli, da gremo narediti, najdemo en ime, in ker smo bili 6 strani, vsak je malo drugačen, med sabo skupaj tvorimo celoto, smo rekli, da gremo biti kocka. Šarki je v bistvu to pogrunto, smo rekli, kocka, the best. Po so že CD-ji vam prišli eni, veš, in smo začeli malo na računalnik snemati, vsak je nekaj doprinesel v skupini. In pa smo, telefon mi je zazvonil. In smo začeli malo digitalno snemati in malo smo odkrivali te studijska snemenja, kako bi to izgledalo na gasilnem domu. So nam pa domačini dali gasilni dom na uporabo, da smo tam lahko malo snemali. In vse je šlo tako pol naprej, veš. Malo smo prišli do prvega studijskega komada. To je bilo pri Wolfu v Kranju, to je 65 km stran od Kranjske Gore. Smo posneli prvi komad, to nam pozabil, od zore do mraka se je imenoval, in takrat smo sodelovali s skupino, v bistvu z reperji iz Hrvaške, Blackout, Target, Stupni. V glavnem, Stupni nas je slišal zaradi tega, ker oni so bili prej že reperji na Hrvaškem, smo mi tudi njih poslušali. In Stupni ima tukaj v Podkorenu apartmaje, ker so bili med vojno tudi tle. In smo se ful pokonektali, njemu je bila tudi všeč naša muzika in on je pa zrihtal vas connection in to je pa ful zrastalo, veš, vi kar delate s Targetom, pa z Vujem, pa Bolestna braća, pa to. In to se je res razpasalo, novinarji so tudi ful zagrabali naše komade in seveda smo srečali Okorna, ki je imel tudi lude ideje za snemanje spotov. In če ti povem po pravici, mi smo za prvi spot naš dali takrat $5 milijonov. Danes je to, kar je par tavžent evrov. Ampak veš, kaj smo mi delali? Nismo se bali nobenega izziva, veš. Vse smo bili mi odtrgani, veš. Mi smo se tudi stepali, valjda, da smo se. Ampak ni nas bilo strah nobene stvari narediti. Radi smo imeli ljudi in če so imeli oni radi nas, super. Če nas je kdo spravil na nas, mi smo se tudi na Bellevue koncertu vrgali dol, ker so nas eni iz Kranja neki hoteli, pa mi lažemo, da smo iz Kranja, a mi smo v bistvu naredili soundtrack za Okornov film Tu pa tam Kranjsterdama, in smo opisovali pač osebe v filmu in eni iz Kranja so prišli, kako vi lažete, da ste iz Kranja modeli, in so se hoteli tepsti, mi smo malo skočili do odra, pa smo se stepali. In pa nam niso več dovolili. Nastopati na teh eventih. Ampak, mi se nismo bali nobene stvari probati, veš. Mi smo nastopali za prostovoljne prispevke po barih, okrog po Gorenjski, v diskotekah in tako naprej. Nek so nam plačali, nek smo imeli prostovoljne prispevke in mi smo zbrali telih $5 milijonov, da smo dali Okornu, da smo posneli film, da smo posneli videospot. Naslednji videospot je bil še boljši. Naslednji videospot je bil že na World Chart 100 na MTV-ju. Vsi govorijo, Siddharta je bila prva na MTV-ju.
Kocka je bila prva na MTV-ju, s spotom hip-hopa. Takrat je sicer tudi bilo, ful so tudi govorili o tem, mediji so bili majčkeno drugačni, ful so podpirali blesov, oddaje v glasbi, tako naprej, danes tega ni več. In to se mi zdi ful škoda, da se več ne dela na tak način, kot se je včasih. In jaz mislim, da nas je to spet pripeljalo do tega uspeha, kar sem tudi prej povedal, veš. Ne se omejevati z nekam oviram, veš, če je ovira, 5 milijonov tolarjev bo spot, ok, prav, bomo mi zbrali ta denar, ali bomo ceste pometali, ali bomo za prostovoljne prispevke nastopali, ali bomo šli liste pobirati, ali bomo šli v kavarno delati, ali bomo šli karkoli, za komunalce, karkoli, mi bomo zbrali ta denar, stari, mi bomo posneli spot. Danes se pa folk omeji, 2 jurja, to pa mi ne moramo, ok, pa ne bomo, veš. Ja, In tukaj se pa ustavlja. Slišam ful, da bi rekel, da od majhnega, čez vse to, kar se ti je zgodilo, zelo močno stojiš, bi rekel, imaš globoke korenine, bi rekel temu človeku. Pač veš, kdo si in kdo nisi. In pač če rečemo zdaj, ki si prej rekel, skočili smo dol iz odra in se stepali. Sam ni zato, kar sem jaz slišal, ne zato, ker bi iskal fight, ampak zato tega, ker niste pustili, da vam nekdo govori nekaj, kar vi niste. In zato ste bili pripravljeni, kar si rekel samuraj, pač umreš. Zato, kar delam, sem pripravljen umrti. In se mi zdi tako izjemno, tudi tukaj si povedal, res je, ne. Danes veliko ljudi nekaj bi zato pripravljeni narediti, pa nismo. Tudi jaz lahko priznam. Pač ene stvari bi, ampak nisem pripravljen vse narediti. Jaz bi tudi bil, ne vem, ne toliko nabit, kot si ti, ker je meni malo preveč, ampak bi pa vseeno bil, ampak ne grem recimo trenirati. Moraš delati pač za to, veš? Ja, moraš delati, exactly. Ni ono, da boš popil 2 šejka na dan in naredil 10 sklec in boš pol bil, ne vem, kakršenkoli, pač vsi bi radi bili. Ampak pa si rekel, sprav, ta kocka tu ste od najstniških let razvijali ali je bilo tu kasneje? Veš kaj, ful te nekaj slabo slišam. Ta kocka je bila od najstniških let naprej ali je bilo kasneje v življenju? Kocka se v bistvu, jaz sem bil star 18 let, ko smo začeli, 18-19 let, ko smo s kocko začeli. Fante so bili pa kar mlajši, tako 15-16 in pol, valjda, mi smo še vsi, sicer fante so hodili v šolo, jaz sem tudi nekaj delal že takrat po barih, pa v trgovini in tako naprej, ampak to je bilo the best, ker nismo imeli nekih hudih obveznosti, veš, in mi smo se vsak dan dobili po njihovi šoli, ali pa po mojemu šihtu smo se dobili in smo začeli ustvarjati in so take hude ideje padale posod, da nam je bilo the best in smo začeli svoje izkušnje smo začeli spravljati na papir in pol v muziko. In pač na začetku v Ljubljani nas niso sprejeli. Sorry, ker te prekinjam. Kar se ful prime je vedno, ker deliš sebe, ker ti poveš, ker daš svojo izkušnjo ven, tle se ljudje pol lahko najdejo v tebi oziroma v nekomu, kdorkoli to je in dejansko to vedno najbolj pali. Točno to, ja. Ja. Se mi zdi pa tudi, ker si rekel, mi smo se dobili in smo ustvarjali po šoli. Jaz recimo, ker delam te delavnice v srednjih šolah, vprašam najstnike, kaj pa vi kaj najraje delate v prostem času? In je, da najraje spijo ali pa poslušajo glasbo. Kar ni nič narobe. Sprav, zanj smo recimo Dejana tle Soterova, s katerim delava pri Marčnih bojevnikih, s temi otroci, ki imajo ADHD. In rekel, ni to nič narobe, ampak problem je, če se to predolgo vleče. Ja. In vi ste pa pač šli. In kaj je bil tisti drive, da ste hoteli dokazati svetu, da vi ste nekaj vredni, ali samo iz ljubezni do muzike, ali kaj je bil ta, rečemo temu, namen ali pa strast zadaj, ki vas je tako gnalo v to? Ali zato, ker ste se res pobondali in ste rekli, stari, mi smo hudi, mi bomo tu delali in mi bomo šli, ne vem, sky is the limit. Po mojem, da je bilo vse to v igri, veš, hoteli smo biti majčkeno znani, imeli smo strast do muzike, imeli smo možnost dela in bili smo vsi delovni. Noben od nas ni bil len. In zavedali smo se tega, če bomo delali, bomo nekaj naredili. In tega se danes smolarija ne zaveda, veš, mlajši se tega ne zavedajo.
mislili, da jim bo vse padalo z neba, veš, tudi ko vidijo te youtuberje, pa Instagram, ali tako mislili, da je to kar malo tako, veš, iz neba palo, veš, pa bojo malo uživali, pa če bojo na Instagramu nekaj delali, da tukaj ni nobenega dela odzad. Za vsako stvarjo stoji del in energija. Če ti usmerjaš energijo v to pravo smer, tam se bo začelo dogajati. Pa nam je bilo to the best, ker smo imeli vsi enak cilj, enake misli, enako energijo in na koncu smo se družili, pa v bistvu smo delali. Veš, in to je bilo nekaj najlepšega. Vse ni bil vas produkt, ja, vse, kar smo naredili, bo ostalo za zmeri kle z nami, veš, bomo čez 100 let lahko pokazali, pa čez 50, kakorkoli, bomo lahko pokazali, evo, to smo mi ustvarjali. Ampak najlepše je bilo to, ker smo se družili, ustvarjali, drugemu pomagali skozi življenje, skozi ljubezenske stvari, skozi probleme doma, skozi probleme v šoli. Mi smo se stali ob stran in vse to smo opisali, kar se je dogajalo v komadih, folk nas je dojel, ker se so njim tudi določene stvari dogajale in tako vse skupaj rastalo. In ni lepšega. Top. Kaj je bilo pa pol? Te kocka pač po enem času ni bilo več kocke. V bistvu za temu ful smo veliko naredili. Določeni člani so pač že si ustvarjali družine, otroki so prišli na svet in tako naprej. In valjda takrat smo si Mutal si se, po nesreči najbolj. mi telefon zvoni. Aha, ok. So, Ni mali. takrat mi nismo rekli, ok, fantje, zdaj bomo pa mi nehali delati. Ker se ne čutimo več, ampak pač enostavno so druge stvari ratale pomembnejše. In valjda, da je to družina, pač nekako preživetje za naprej, ker mi s kocko vse, kar smo delali, noben ni vzel centa samo zase, vse smo dali v projekt naprej. Mi smo pa vsi imeli ful drage videospote. Koran je imel take ideje, ne vem, če se videl, gremo naprej, smo samo za kamero dali $100,000 za en dan. A veš, ker on je 16 mm kamera, danes je to spet vse drugače, veš, posname s telefonom, pa imaš dober videospot. Takrat je bilo ludo. Tako da nas postreljajo, tiste je bilo, ne vem, smo tudi dali, ne vem, danes, če na pamet govorim, $1,000–2,000 da je dobro izgledal na teh kamerah, ki nas kao postrelijo. In kakor sem rekel, nobenega centa ni nobeno vzel vse, ampak smo vse dali v projekt. Danes s fanti se slišimo čisto vsak dan. Čeprav eni živijo v Ljubljani, eni v Mojstrani, jaz kle v Kranjski Gori, mi se slišimo, imamo svojo Viber skupino, kjer si pošiljamo razne smešence in sodelujemo. A veš, sicer sodelujemo, ne sodelujemo več v muziki, čeprav nas malo drži, da bi kaj naredili, ne, v teh poznih letih naših mladih. Ampak si pomagamo v življenju, veš, eden rab nekaj v službi, rečemo, evo, Kof je tudi osebni trener, jaz sem osebni trener, pomagava si en drugmu stranke, veš, pošiljava z Emirjem, rečemo, ki je naš menedžer bil v kocki, zdaj dela kempe po Kranjski Gori, spet mene vključuje v določene stvari, še kar smo vsi povezani med sabo. In to je ta čar prijateljstva, ki po mojem nam nikoli šel stran. Ker smo ga dobili z muziko, ker nas je muzika povezala in bo trajal cel life. Bi rekel, brotherhood, a ne? Družina. Ko bi temu rekel, brother from another mother v angleščini. To je to. Ja, top. Ampak če se dotakneva, v najstniških letih si še, si rekel, naredil sem trgovsko šolo, tu si šel, ker nisi imel dobrih ocen, ali zaradi tega, ker je mami rekla? Ja, mati je rekla, pa id na trgovsko šolo, no, jaz imam trgovino, a ne. No, ko sem imel trgovsko šolo, se je pojavil Mercator in itak med zaprla to svojo trgovinco Bogo, a ne. In itak jaz nisem hotel pač ustrajati v tem, ker se nisem videl. Ampak ja, to je... Ok, kaj si pa pol, ki si naredil si trgovsko šolo, pač ok, in pol si rekel, nekaj si delal v trgovinah, nekaj v barih.
V trgovini sem še nekaj delal, zadnji letnik, ker sem imel še pol leta sem imel prakse, pol leta pač šole. Lahko tebi, ki ima mami trgovino, ne prakso. To je bilo dobro. Ampak pol sem rekel, jaz nočem delati v trgovini, res, ne, ni mi to kul. In se nekako pojavila priložnost, da sem šel v bar delati. In v tistem baru sem jaz kar ostal dobre 2-3 leta, če ne še celo več, 3-4 leta, kjer sem tudi pač skozi kocko nabijal, veš, toliko je prišel noter, jaz poznal kocko. Nekako je bilo tudi to dobro pač za nas naprej, ker smo se nekako takrat tudi prek tega bara tudi mi reklamirali, pa tudi določene koncerte smo noter delali in tako naprej. Ampak pol čez nekaj cajta, spet sem začel v drugem baru delati in tako naprej. Ampak mi ni bilo to več, veš, ponočevanje, do 3 zjutraj delaš, ob 10 imaš spet šiht in tako naprej, pa tudi takrat se je pojavil VFC, ko sem me povabil na prvo profesionalno borbo in se nisem mogel več privoščiti, da zvečer ob 3 hodim spat, in takrat sem jaz pač nehal tudi s temi barskimi deli in sem se predal pač klubom, ki sem ga imel že usporedno, takrat, ko sem delal v baru, sem nekaj ustvarjal v Kranjski Gori. Pa sem se pa odločil, pač, da bom delal samo na temu, da širim svoj klub, pridobivam nove člane, da širim znanje, pridobivam čim več znanja in to dajem naprej. Tako da je iz ene lokacije v Kranjski Gori prišla še druga lokacija na Jesenicah, pol na Bledu, pa tudi v Žirovnici, pa še v Kranju sem imel, ampak zdaj v teh zadnjih letih sem se skoncentriral samo na Kranjsko Goro, Bled in Jesenice, kjer imam tudi svojo telovadnico na Jesenicah, ta svoj Samurai Gym. In to je vse, kar danes delam. Veliko hodim po šolah okrog, še pred tem covidom, ko sem bil, so imeli tudi športne dneve pri meni v gymu, v hali Podmežakla, eni so prišli drsati, eni na bowling, eni na mizni tenis, eni pa k meni na borilne veščine in potem so se izmenjavali. In sem rečemo v 2 mesecih imel 840 otrok na borilnih veščinah, kar se tiče športnega dneva. In tako se pa širi vse naprej, veliko nastopov. Vmes sem seveda naredil še svojo plato Pot Samuraja. Ko smo s kocko nehali delati, sem veliko delal na svoji plati. In tudi z istim naslovom je nastal ta film Pot Samuraja, ki jaz nisem vedel, kaj se snema, pač snemali so 1 let pa pol mene, ko sem šel okrog po svetu, pa treniral, pa se pripravljal na borbo in je nastal tudi celovečerni film z naslovom Pot Samuraja, ki je dobil prvo nagrado občinstva v Paklenici. Zdaj je trenutno na Voyu, tu se ga ljudje lahko tam ogledajo, pa predvajajo ga na kanalu, pa na kinotu na vsake toliko časa. Glavne stvari so šle eno za drugo. Posnel sem plato, šel sem v borbo, naredil pa še veliko več borb. Edino mogoče moja napaka je bila to, da ko je plata išla ven, sem šel takoj že tudi na borbo, in nisem mogel dobro promovirati te plošče. Ker sem se začel pripravljati na borbo, trenirati, spoznavati ta svet, in ni bilo več toliko veliko časa za muziko, ker sem se mogel posvetiti treningam in tako naprej. Pa sem naredil že svoje klube, svoj klub na različnih lokacijah in muzika je pa tako malo ostala za zdravo. To je to. Kaj bi pol rekel? Ja, mislim, da res hvala, ki tako odprto deliš, to svojo pot. Kaj bi pol rekel, da je tisto, kar si že prej rekel, pa šel sem brez straha, ko je nekaj prišlo, sem zagrabil, pa kako to, da si kar grabil, da nisi en dan rekel, dober. Oziroma, povej mi tako, pride kdaj dan, ker rečeš, stari, ne da se mi, ne grem, danes bom počival. Mislim, da se zjutraj tako zbudiš, sej verjetno pol greš, ker ne moreš reči ne, ker so tam ljudje, ki te čakajo in sponzorji in ne vem, karkoli, pač neke obljube, ki si jih dal. Ampak kako greš čez to jutranjo, ker dvomim, da se vsak dan zjutraj zbudiš, jaz sem živ, kako dober, zdaj grem tam, zdaj grem, Ja, velikokrat se moram skregati sam s sabo, veš. Valjda, da ti vse te stvari, ki jih delam, prinesejo tudi obremenitve, pa
tudi zbolel sem že in to še pred fajti sem zbolel. Ne. In a veš, ni tako, vsak pa misli, ja, se tepe pa lahko, veš, kaj delaš to, kar hočeš, pa to. Ne, da mi je hudo pa fajn, je, super je, the best je, ampak spet smo pri tisti energiji, ki jo moraš vlagati, veš. To ne pade iz neba, ne. Ne more ti ena ponudba padati iz neba, če prej nič nisi naredil. Če pa delaš na določenih stvareh, bojo pa začele ponudbe padati iz vseh strani, zaradi tega, ker se ljudje zavedajo tvojega vlaganja energije oziroma lahko tudi rečem veličine vsega, kar delaš. Zadnje čase sem res mogel dostikrat tudi reči ne določenim stvarem, ker res ne morem več vsega sprejeti in vsega delati, ker drugače bi se mogel razpoloviti na pol. Ali pa še na več delov, ne? Pa vse na različne konce. Točno to, veš, jaz imam odprt tudi svoj SP, ker imam registrirane dejavnosti, veš, milijon dejavnosti imam registriranih, ki jih lahko počnem od nastopov do organizacij dogodkov, do vodenja treningov, delanja v barih, streženje pijač in tako naprej. Snemanje reklame in tako naprej. In ja, kot sva rekla, včasih se zjutraj zbudim, včasih tudi rečem, zdaj bom pa doma. Zdaj pa res čutim, da moram biti doma, če ne dober, ker ne bom efektiven. Ne bom efektiven na vseh teh treningih, ki jih rabim narediti in vse. Tudi skencelam treninge itak. Imam pa zdaj tudi par svojih voditeljev, ki mi priskočijo na pomoč, ki mene ni, ali pa če imam kakšno drugo zadevo, da oni odvodijo treninge in tako naprej. In tukaj je spet ena stvar, ljudem ponujam določeno službo, lahko tudi temu rečem, ker tudi sami lahko dosežejo svoje sanje pa cilje, kakorkoli že. In spet ustvarjam nek tim, kjer sodelujemo prej, ker smo tako skotsko sodelovali v glasbi, da zdaj sodelujemo pač v športu in v biznisu. In v vseh teh letih sem si nabral res veliko nekih vez, poznanstev, ki mi vsak samo reče, stari, če boš kaj rabil, sam povej. Moram povedati to, veš, veliko ljudi dela samo za denar in vidi samo denar. To bom naredil, zato hočem 500 evrov, zato hočem 300 evrov. Jaz dostikrat nisem hotel nič od ljudi, ki sem jih poznal, pa sem rekel, to bomo naredili mimogrede, sploh ni panike. Pa dostikrat sem si rekel, ker mi pač denarja primanjkvalo, sem si dostikrat rekel, zakaj ne računam te stvari, da sem neumen. Ampak pol, čez nekaj časa, ti bom povedal primer, čez nekaj časa so te ljudje, ki niso pozabili, da sem jim jaz pomagal pred 5 ali pa pred 10 leti naredili tako uslugo, da je bila vedno več pa 500 evrov ali pa 1000 evrov, ki bi takrat mogoče zaslužil. Ker ta denar bi se porabil in bi šel kamorkoli. Evo ti bom povedal en banalen primer. Ne vem, šli smo s fanti pač na tekmovanje v Sarajevo, ful dolga pot. Bi se mogli sposoditi kombije, bi mogli 2 kombija sposoditi in je pač en kolega slišal, da smo se pogovarjali na treningu, in je rekel, kva raboš kombijo, da jaz imam 2 kombija doma, ti jih dam, tako ti jih posodam, pejte na tekmovanje. Pa je tako, super, da je, koliko bo to pošlo prav, stari, 5 let nazaj si ti meni naredil uslugo, jaz sem pozabil, sploh nisem se spomnil, rekel, 5 let si ti meni naredil nazaj uslugo, evo, zdaj ti lahko vrnem. Stari, meni je to takrat pomenil, veš koliko, stari, to, res se ti vsaka stvar poplača, vse se ti vrne. Če daješ dobro energijo, se ti bo dobra energija povrnila, če daješ slabo energijo, jih boš itak spasal nazaj. In skozi bom verjel v to, veš, ni vse v denarju, stari, vse je, svoj del moraš pač nekako zaračunati za tistega, ki delaš, ki je primarna stvar, ne moreš skozi zastonj delati, čeprav jaz tudi sprejmem ful socialno ogroženih na svoj trening, pa rečem, nimate nič za plačati. Ampak s tistim, ki vem, da nimajo. Ampak dostikrat je v stvareh to, da če grede lahko izrihtaš človeku, pa da je to dobro za njega, zakaj ne bi tega naredil, stari. Ne moramo vse samo v tebe držati, veš. Na koncu smo spet pri samuraju, služi. To je to. Se mi zdi, da to je res ena taka, da čez tu vse, kar si povedal, se točno ta duh čuti tega samuraja, ki služi ljudem in ni, bi rekel, okoriščevalec, kar samuraj nikoli ni bil, ker je cenil vse živo, ali se premika ali ne premika. Ni nič, mislim, če gledamo res
recimo meni je ful všeč tudi ta Bushido, ne, ta pač življenje v vsakem dihu in recimo v sredo smo imeli gosta Mateja Sedmaka, ki je živel na Japonskem in je dejansko bil del japonske kulture, se pravi, prišel je v restauracije, kamor tujci ne morejo iti, je on lahko prišel, ker so je sam za Japonce, ker se je toliko zlil z njimi. In sem rekel, koliko idealno je zdaj priješ ti, ki dejansko pač živiš ta duh na drugačen način. Ne? Verjetno nisi nikoli živel na Japonski, pa bil šolan samuraj, ampak si dosti tega drugače začel živeti. In živiš to eno poanto slovenskega samuraja, kakorkoli, če to tako rečemo. Ampak te mi še, zanima me še, ker imaš ful tatujev. Jaz sem si tudi ful časa nazaj želel ful tatujev, pa pol nisem nikoli, pač ker me je strah tega pikanja in pol še zraven una ideja, ma bo neki dol, ma pol mi bo brez veze. Veš, ker meni pa recimo so tu govorili, ja kaj boš dol tatu, pa boš pa star 60 let, cel pa tetoviran, pa boš nekaj dol tetovirati, ker ti bo pol žal, kako boš s tem živel celo življenje. Ta nek, sej zadnji, kar čutiš pri ljudeh, je ta ljubezen in skrb, da boš ti bil ok čez življenje. Ampak po drugi strani, kot si ti rekel, te tudi zavera tu, ne živiš res pol sebe. Če malo poveš to svojo zgodbo tatujev, kako si prišel, ker imel si jih nekaj, najbrž je bil eden, danes jih imaš veliko več kot enega. Veš, kako je bil moj prvi tatu, stari. Ta igla, pa cveren, pa sam sem ga delal. Ja. Narisal sem si gor in sem sam delal s tinto, v glavnem, smešence. Vse veš, gangsta life pa to, veš, mladin, ben razmišlja. In pa sem pa... Kaj si pa tetoviral? Jaz sem si tetoviral Only God Can Judge Me na roko. Okay. To je tisto, ki je prej govorila o Tupaku, njegove besede. Pa mi isto rekla, joj, ti bo žal, bo star. Ne, Naomi. Veš, zakaj mi je nao žal? Zaradi tega, ker sem to razmišljal, to danes razmišljam. Če ne drugega, če bom spremenil razmišljanje, se bom spomnil nazaj, kako sem razmišljal in koliko sem se naučil od tega. Meni res ni za noben tatu mi ni žal. In po mojem mi tudi do konca life mi ne bo žal, zaradi tega, ker me spominja name, na moje obdobje življenja, na mojo filozofijo in na vse, kar sem pač doživel. Jaz lahko čez vsak tatu povem, kaj se mi dogaja v lifeu, da sem ga dal tetovirati. Pa sem naredil en tatu v Ljubljani, ki je bila kocka, ne v Ljubljani, v Italiji, ki me je ena kolegica pelala dol. Prvi moj profesionalni tatu, kocka, pa se je pa začel v bistvu, nekaj sem še sam delal na roki, pa mi pa ona tudi popravila. Pa je pa kolega v bistvu z Kranjske Gore, ki smo se ful veliko družili skupaj, začel delati tatuje. No, pa sam padel, da mi to naredi, da mi naredi. Tako da sem se že mogel kar malo umiriti, pa reči, da ga zdaj pa res dosti. Zdaj tudi v zadnjih 2 letih, 3 letih sem si kar celo roko dal popisati, ker je ta kolega delal in sem rekel, da mi to naredi, sej. Ajde. In imam v bistvu vse tukaj gor, od Bude do templa japonskega, do tajskega borca in karateista, ker pač to je spet moj šport, karate je bil moj prvi šport. Samurajevo masko imam gor, zmajev krog. Te ostale tatuje, ki sem jih sam tu delal, so mi malo še bolj popravili, tako da imam še nekaj ideje, ampak zaenkrat se hočem malo umiriti, da nam res vas porisam. Čeprav sem že. Sej tu. Mislim, daj mi povej za 2 tatuje, ki ti res tako izstopata. Vem, da ti verjetno vsi, tako ki si povedal te zgodbe, imaš za vsakim neko zgodbo svojo življenjsko, ampak enega si povedal ta Only God Can Judge Me, ampak še ene 2, ki bi res rekel, lej, kadar pa ta 2 vidim, je pa pač ni šans, da splavam v karkoli nočem biti. Ta Only God Can Judge Me bil prvi, po Tupakovih besedah, ker sem nekako tudi s tem odraščal. Pol je bil pa tudi Tupak na desni lopatici, to je bil tudi prvi tatu, ki ga je ta moj kolega delal. Se še malo pozna, da je bolj globok narejen, ker imam kar malo hribčke, veš. Ampak to je bil spet, veš, jaz, ko vidim Tupaka, vidim v bistvu sebe na nek način, kakšne napake je on naredil, kaj vse je povedal, pa je imel prav, pa se mogoče sam ni držal teh stvari.
oziroma bi se jih lahko držal, če ga ne bi ubila. Ne. In vsakič, če pogledal na tatu, se spomnim, fuck, noro, veš, s tem sem jaz gor zrastel. Ta človek, ki ga sploh nisem poznal, mi je spremenil life, kar je pa še najbolj, ne. Imam tudi na levi roki outlaw tetovirano, še vsi to mislijo, izobčen, zgor dol, noben ne ve, da to je bil Tupacov zakon, uprising under thug law as a warrior, ne. In ta tatu je meni rečemo tudi poseben zaradi tega, ker ta njegova skupina Outlawsi so prišli v Slovenijo, imamo skupaj narejen tudi komad, Honor and Respect. In to je bilo, takrat sem jaz dokončno začel verjeti v vesolje, da to, kar razmišljaš, da to prevabiš. Jaz sem si predstavljal, zjutraj sem vstal, da sem s Tupacom pa za Outlawsi, veš, na odru, vstal z njimi repal, kar zdravo. Namišljenega prijatelja sem ga objemal, veš, stari, čez 10 let me kliče menedžer njihov, če si želim, da pridejo v Slovenijo. Jaz sem mislil, da me zajebava. Jaz krijem, da je ta starne serije, veš, in mu prekinem. Ja, me kličeš nazaj, po angliški, I didn't understand. Jaz tako, kva si ti hočeš? In je v bistvu tip slišal za mene od enega ameriškega repera, ki je živel v Sloveniji in je šel pač tudi v Nemčijo na en koncert, kjer so bili pač Outlawsi. Outlawsi so bili skupina od Tupaca, ki jih je on naredil. In tam je on povedal v bistvu za mene, temu njihovemu menedžerju, da sem res fan od Tupaca, pa da pač delam svojo muziko. Outlawsi so bili pa glih na turneji in so bili v Nemčiji, pa so šli v Italijo, pa so imeli pa en teden vmes fraj, preden so šli v Švico. In za ta teden so se pa ustavili v Sloveniji. In ugan, na ker dan so prišli. Prišli so na Tupacov rojsten dan, 16.6. Stari moj. Jaz, kva? Stari, to je nemogoče, razumeš? Kva je to? Noben mi je rekel, da to ni vesolje, privlačnost, da to, kar razmišljaš, da ne prevlačaš te stari. Jaz v to verjamem 100%, veš. In to je samo en dokaz. Ja. Mislim, da best, ko govoriš svoj life, mi je ono pač vsa čast, da, ki si rekel doma, pač mami cele dneve delala oči, ker so zahtevne razmere za dejansko. Zdaj edino ne vem, nisem te vprašal, imaš kakšnega brata, sestro? Imam v bistvu pol brata, 6 let je starejši od mene, ki mu v bistvu oče umrl, ki je bil on star 6 mesecev. Ampak jaz sploh ne razmišljam o tem, da je pol brat, pač brat je in živi v svojem stanovanju 500 metrov stran od tle, kjer sem jaz. In to je to, on je sicer ful drugačen, kot jaz, malo drugačne prepričanja, ampak kadar pride do tega, da si rabimo pomagati en drugmu, veš, je tudi malo jamranja vmes, ampak zmeri se naredi to, kar je treba. Ja, ampak kar se hotel povedati je, da je res fascinantno, kako si, bi rekel, temu prebil, ker si imel sigurno dostop, da bi lahko zašel in ko si prej rekel, bili smo kao gangsteri, ampak je bil sigurno tam dostop za tebe, da bi ratal pač nek gangster tam, sigurno, če so... Priložnosti je bilo neomejeno, ampak tako sem rekel, veš, mene so nekako te negativne energije, veš, sem se že lotil kakšne stvari, pa mi pol nekaj rekel, stari, da je raj to pustane. Čeprav poznam tudi, meni nikoli ni bil problem, veš, da je kdo kaj proti nam delal ali karkoli. Jaz sem sam cifro obrnil, pa sem imel za sabo take ljudi, ki, veš, bi lahko rekel, da jih malo odstranite, da se jih sploh največ slišal od njih. Ampak fora je to, da sem jaz bil kul do takih ljudi. Veš, jaz nisem bil nek naduvanc tam, čeprav je tako izgledal v teh videospotih, pa to, jaz sem bil do vsega dober, veš. Jaz sem bil dober do enega 15-letnega klinca, veš, pa sem rekel, kva je stari, veš, ja, nimam prevoza, svet sem noter, tam jaz pelal, veš. Pa do enega, ki sem vedel, da je gangster, pa to, pa ga nisem obsojal, veš. In meni so ljudje znali stati ob stran, veš, ker so čutili to neko eno pozitivno energijo. In zdaj te klinci, ki so zrastali, ki so zdaj stari tudi 30 let, veš, pridejo do mene, pa tako, ti si meni bil ful inspiracija, ki
ko sem bil jaz mulj 14-15 let, pa zmer si bil dober, zmer si me pozdravil. Jaz sem se kar hvalil, Čurčik mi je pozdravil. Ja. To navaden, če ga vidim skozi na cest, da ga pozdravil, veš, pa kaj pomagal, pa mim glede, kakšen dober nasvet dal, ali pa karkoli, ali pa slabega, se ni važno. Ampak to se pa čez toliko časa se pa to tudi zna obrestovati in rečemo, danes ljudje, ki so stari 20 ali pa tudi 30 let, pa včasih jaz tudi kar pozabam, veš, vse, kar je bilo za nazaj, ampak stari, včasih me tudi kar preseneti in ko vidim take stvari, se sam rečem, jaz sem na dobri poti in začer z lahkoto spim in to je to. Da bes, točno tu se čuti. Pač ta, da si že kot mehen usmeril nekam in pa si, bi rekel, mislim, mogoče še tu, kako si vedel, kaj je dobro, slabo zate, kje si se tega naučil, tu si videl, ali si čez izkušnje probal, ali si probal, pa si rekel, ok, to ni dobro zame, ok, imel si doma očeta, ki je pil in si rekel, alko, pač, čeprav si rekel, da ste se ga tudi napili, kar je logično, ker kot mladi te izkušaš, a ne, ampak kje si se tega naučil, kaj je dobro, pa ni dobro zate? V bistvu sta me veliko tega znanja oziroma stvari naučila stara mama pa mami. Ona, da sta bili en faktor v mojem lifeu, ki sta me podpirala v dobrem in slabem. In veliko mi mami tudi govorila, da je pozdravljali vse ljudi, pa to, pa pa ta tret, pa ta dober. In takoj sem znal ločiti dobro od slabega, veš, dobre ljudi od slabih ljudi. Nekako mi je bila to začetna motivacija, moram biti dober. Ne, moram biti dober, ampak želim si biti dober. Čeprav dobri dostkrat najebemo tudi zaradi kakšnih stvari. Ampak ta pregovor dobrota je sirota. Kar se meni zdi, kar si ti povedal, bi lahko rekel, da ja, ne? Ker da pač, kako si rekel, najebemo, ampak če pogledaš pa realno, pa ful manjkrat, ker se nam zgodi dobro. Jaz dostkrat povem to zgodbo. Mi lahko, če imamo 10 stvari za narediti, ne? Jih 9 naredimo perfektno, od 10 eno ne. Na kaj se bomo ljudje obesili? Ja. Na eno, a ne? In pozabiš, da si prej naredil 9 stvari super. Ne, nisi ene, nisi, zato si... In tukaj je ta skrivnost vsega, a veš. Ljudje se obešajo na to stvar, na to eno, ki narata, a pa na to eno slabo. 9 je bilo dobrih, ena je bila slaba. In ljudje se obešajo na to ta slabo. Zakaj, človek božji? Zakaj? A veš, ne rabiš tega. To naj ti bo v izkušnjo, oziroma vzem to, pa sprejem, da si to narobe naredil. Kako sem jaz stvari narobe naredil? Ampak jaz sem jih sprejel. Ok, majmo ne jedan, narobe si naredil, zdaj bom drugačen. A veš, tudi druge ljudi, sem tudi jaz tudi kakšen kdaj prizadel, normalno, da sem, a veš. Ampak mi to pol moril. In dokler se nisem odkupil nekak na en način, je to mene morilo, razumeš? In mi moramo sam znati sprejemati, a veš. Sprejemati ljudi take, kakršne so, stvari, ki pridejo od tebe, take, kakršne so, sprejeti. Kakor moraš pač, kako so prej govorili o strahu, moraš sprejeti strah in ga pol se z njemu soočati in pa ga lahko premagaš. Isto je z vsemi ostalimi stvarmi. Moraš sprejeti in iti pozitivno naprej. To je to. Ja, to je ker da zdaj vem, kako je drugi, ki mene poslušajo v mojih delavnicah, ker nekaj tasga govorim, kar ti in mi je pač izsuril. Ja, to je to, jaz se strinjam, this is it, to je pač vsa preprosto življenja. Še eno stvar za tako, pač so šla ful hitro čez vse in je res the best, ki si tako eksakten in pač samo raj ne zgublja besed in energije, kjer je ne rab. Ampak me zanima še ta izkušnja, kot sem ti že rekel prej, da sem jaz bil tudi plesal 10 let, zvezde plešajo. Kaj si iz tega vam potegnil? Ker bom najprej jaz, kako sem te videl, ker si prišel, sem rekel, ok, cool, pleše z Martino Plohalo, ona, če ga bo kera bejba pa zrihtala, ga bo ona, ki jo poznam, ki je pač res hardcore, pač ne, natančna in precizna, tudi kot tekmovalka je tašna bila in od sebe vedno zahtevala največ, ne. In te je bilo ful zanimivo videti tvoj razvoj, ne, od prvega, ki si prišel, ki si tiste roke stegnil, ki je bil kar robot, a ne, recimo, dosti podobno je Franko isto tako, a ne, sta bi bila usporedna, ampak kako je bilo za tebe ta izkušnja enega,
ker pač tudi atipičen plesalc, ker plesalc tako nabit pač enostavno ne gre na plesišču čez. In kako si ti doživljal vse skupaj? Jaz sem te prvič rekel, da ne gremo, ko so me klicala. In poglizal vsega tega, kar se pogovarjajo, vse to borilne veščine in to, pač tudi mentalni razvoj in vse to, psihični razvoj. Sem pa rekel pri sebi, fakt stari, zakaj ne greš malo izven okvirja, a veš? Ker ljudje se učimo izven okvirjev, ne, ker si noter v svojem okvirju, pa ti je ugodno, pa to, ne. In me kličejo še enkrat in sem rekel, ja, grem. Vse, kar sem si takrat želel, je to, da ne grem prvi ven. Ker sem rekel, ne grem prvi ven, vsi me bojo zajebavali, gor dol. Ampak, tako kot vsako stvar, vesel sem, da so mi dali Martino, ker mi da so se tako ujela, mi da so še danes skozi na vezi. In ta pravo so mi dali res, ker jaz sem to rad, da en naredi le tako, pa tako moraš narediti. In jaz sem padel not, stari. Jaz sem padel not in sem rekel, evo, kolikor dolgo bo trajal, se bom zdaj posvetil sam temu. In kot vsaka stvar, jaz se tudi tako posvetim v trening, v učenje in vse. Jaz sem se posvetil, meni ples ratal ful dober. Mislim, ne tako iz vidika, kao, zdaj bom plesal, pa bom ful dober plesalec, ampak iz vidika, vsakeč, ko sem en nov gib probal, mi je bilo tako, da stari, jaz to lahko vežem z borilnimi veščinami. Jaz sem bil koren v drugem svetu, jaz sem kar spoznaval ene druge stvari, čisto en drug svet se mi je odprl, veš. Jaz sem dobil ideje za ogrevanje pri borilnih veščinah, za razvoj gibljivosti v kolkih, take stvari. Pa noro mi je bilo, z Martinom so se toliko ujela, da mi da so trenila tudi 14 ur na dan. Res, vmes sva šla enkrat, dvakrat jest, jaz sem včasih še vmes jedel, ko mi je ona kaj razlagala, pa sem jedel, pa mi je ona razlagala, pa sem šla pesat naprej. In na koncu, jaz nisem vedel, pač kar se bo vse zgodilo, pa to, ampak vedel sem, da če ne bom dal vse od sebe, da mi bo na koncu žal. In da bi se še enkrat ponovile Zvezde pleša, jaz bi šel še enkrat. Zaradi tega, ker je bila to ena taka nora izkušnja za mene, izven okvirjev, ki so mi pol postali domači v te okvirji. In žal bi mi bilo, da ne bi šel tega, ker zaradi plesa sem postal in boljši učitelj, in boljši človek, in več vez sem dobil. Prepoznavnost se mi tudi dvignila, da to je tudi ena od stvari, ki jo seveda rabim, če hočem biti uspešen poslovnež, kakorkoli že, ali pa uspešen trener. In jaz sem res vesel, da se je to zgodilo in vse verjamem, da pride na tvojo pot z nekim namenom, da se nekaj naučiš. Ej, the best. Mislim, pač, ko res, kot sem rekel, jaz sem treniral ta ples z Martino, sva bila sotekmovalca, sicer nikoli nisem bil na njeni ravni. To je pač druga zgodba, ko prihajam iz Novega mesta, pa nismo imeli tu dobrih trenerjev, kot recimo Ljubljana, Maribor, ki sta nekako tu. Ampak, zdaj mi je pa všlo, kaj sem. Ne, res pač, mislim, res te je bilo lepo vedeti, kako si rastel in kako na začetku si bil in pa, ko si rekel, da treniraš in tu je bilo pač, meni je bilo res impresivno, ker vem, pač, kako se ti rekel prej za Martino. Daj mi povej, jaz sem vmes se igral z enim vprašanjem, pa itak nikoli nisem mogel na njega dobiti odgovor, zdaj lahko dobi. A je kdaj med vama kaj na romantični ravni preskočilo? Ker zgledalo je tako, sta bila skupaj in pač pri plesalcih je doskrat tako, ker ti preživiš 12-14 ur na dan z nekom aktivno, sicer več let profesionalni plesalci, vedno sta pač ta dva, ko traja 2-3 mesece, a ne? Ja, veš, kako je bilo, ne? Valjda, to je pač življenje in tako naprej. Valjda, da se ljudje pač na take stvari pomislimo pa to, ampak Martina pa tudi jaz so v bistvu profesionalca v vsemu in so vedela, kva se lahko s tako stvarjo zgodi. Če bi se, rečemo, tam zapletla pa to, pri nama je bilo tako, pa so se tudi pogovarjali o tem, veš, čisto odkrito, mi da so bila zmeri sam tako odkrite eden do drugega in so si povedala vse. In so takrat obada prišla do tega, da če bi se pa zdaj midva zapletla, pa ne vem, kako bi pač šlo lahko naprej v oddaji, ker tudi pa zelo vplivajo na take stvari.
In so oba rekla, lej, speljava to oddajo, kakor bo, pač bo, bo videla pol po koncu sezone, ko bomo šli pač skozi vsa snemanja, kaj se bo zgodilo. To pa nikoli ne veš. Ne? Spet je bila oba profesionalna, kar se tega tiče. Nažalost je pa pol ta razdalja, veš, Maribor, Kranjska Gora, pa to so se zelo redko kdaj videla, ampak vseeno so se videla in držala dobro energijo skupaj. Tudi delava skupaj, veš, v Rimskih termah jaz doskrat izvajam kakšne dejavnosti in prejšnjo leto z Martino imela tudi plesne delavnice in tako naprej. Ona je prišla tudi v moj klub pogledati, jaz sem šel dol k njej v plesni klub in oba da so predana temu poslu, veš, ona je učiteljica plesa, jaz sem učitelj borilnih veščin, so to k temu predana, da nikoli se ponoč ni kaj takega razvila. Ne? Ampak ja, pogovarjala pa so se tudi o tem, veš, ker... Ja, ker se je čutilo, da imata to energijo in da bi bila lahko neka lepa zgodba iz tega. Novinarji pol so naredili marsikaj, ampak mene to pa nisem spremljal sploh. Ne berem tukaj teh trač novic, ker se mi zdi, da naredijo vedno več škode, kakor koristi. Ta ugibanja, stal nista, veš, ta tercial svet. Ja, okej, da veš, hvala ti, hvala tudi za to. Zdaj pa nima več tega vprašanja. Ampak reč, da best je, ker si pač tak odprt tip človeka in s katerim se da in verjamem, da mladi so radi v tvoji družbi in se lahko sam kjer naučijo, tudi ker si dol. Se mi zdi, to je pomembno, ne, stopimo ven iz svojih okvirjev, kar je nekaj najbolj strašljivega za vsazga. Ampak še nisem slišal slabe zgodbe, ki je nekdo stopil iz svojega okvirja, da bi se zgodilo nekaj tako negativnega, da bi pa zdaj rekel, ne, jaz bom v tej coni noter, ker če grem ven, me bo ta strah pojedel. Res, ja. Tako da ljudem priporočam, da ne kar stopijo tudi kdaj malo izven okvirjev, ali je to v športu, ali je to kjerkoli. Prevožite si to, tako si ti rekel, ne bo slabe izkušnje iz tega. Naučiš se sigurno nekaj. Sam moraš pa biti odprt za take zadeve, da veš, kaj te življenje hoče naučiti. Če se zapreš, pa si ful neki, pol dobrih stvari ne vidiš, ker vidiš pol sam slabe. Ja, pa se mi zdi tudi dostikrat se zgodi, da hiter, ker stopimo ven iz cone okvirja, mogoče res ni udobno, ker itek si stopi iz cone ven okvirja, ampak pol še hiter začneš razmišljati te sami pri sebi imamo ful teorij zarot pa obsojanja, ali aha, ja, on je zdaj tu rekel, ker hoče tu od mene, pa on je zdaj tu, ker hoče tu, pa ne, jaz res nisem za to, jaz sem borilne veščine, kaj bom jaz plesal, ni šanse. Tako se mi zdi, da bomo lahko naredili ful enih lepih klipov iz vsega, kar si povedal, tudi celotna oddaja, res da best, hvala ti. In mogoče še tako na hitro, ker sem te že prej vprašal, pa si rekel, boš zdaj povedal, ta Complete Life, kaj dejansko, malo sem si prebral, ampak če zdaj ti poveš, ja, ker se mi zdi res, mislim, jaz zadnji sem dobil stari, jaz bi hotel biti del tega na tem nivoju, se pravi, se pogovarjati realno o življenju, s čimer štartamo jutri s podcasti, dejansko z enim prijateljem tudi tle. Ne vem, pač sam ideja, itek ne da bi se zdaj tle vsiljeval, ampak tako, ker si rekel Complete Life, je meni ja, dajmo se celostno lotiti zadev, ker če se samo na ene zadevi, bo nekje drugje lahko splava ven. Stari, vidiš, zdaj ti lahko javno, tele rečem, predvsem kdorkoli gleda, da lahko z lahkoto postaneš tudi del Complete Life-a v tem, kar delaš. Bo itek na vezi ostala, pa se bo zmenila kako pa kaj, ampak razmišljal sem od Complete Life-a zaradi ene stvari, ker zmeri, ker so ljudje dali, ne vem, tečaj na internetu ven, pa zdaj, kaj dajo ven, vse je shujšaj, pridobi mišično maso, ful dober trening, gor dol, za ne vem kva pripravi, bodi pripravljen, gor dol. Vse je bilo usmerjeno samo v eno smer, a veš, ali hujšanje, ali pridobivanje mišične mase, ali karkoli, pa ne bo to na kjermokoli področju. Zakaj ni celostno? Zakaj nekaj ni celostnega? In to bomo zdaj dali mi ljudem. Se pravi, imeli bomo tečaje, kar se tiče treningov, tečaje, kar se tiče meditacije, tečaje, kar se tiče odnosa do ljudi, odnosa do partnerja, odnosa do otrok, feng shui tečaje imamo vključene. Vse, kar
pomaga tvoji osebnosti rasti, to, kar danes govoriva že cel cajt, ko smo na vezi, vse, kar pomaga tvoji fizični in mentalni pripravljenosti, bom temu rekel, razvoju, da se razvijaš, vse bo te lahko najdel na enem mestu. In zraven vključujem ljudi, ki so strokovnjaki na tem področju, v bistvu, ki so tudi meni pomagali skozi življenje iti, veš. Vse sem se za veliko stvari boril tudi sam, ampak nikoli v resnici nisem bil res sam, ker mi je na vsakem področju en pomagal. Alenko Nikolini imam vključeno, ki mi pomagala glede mentalnih treningov, ker sem se pripravil na borbe, pa razvoju mentalnemu nasploh kot poslovnežu. Pol Kali je vključena, ki je bila naša PR-ovka pri Kocki, ki nas je res dobro spromovirala in danes tudi pač na tem dela, in ima tudi svoje energetske zadeve, prodaja energetske slike, ima svoje tečaje, super spomina, kako si zapomniti stvari, kako se lažje učiti, metodo meditacije, ki te skoncentrira na določene stvari. Pa imam svojega sparing partnerja, v bistvu tudi moj trener je bil in bil je v Kotu v borbah, ki sem se boril in se ukvarja s Feng Shuijem, ki lahko vsakmu pove, kdaj imajo kakšne podprte energije. Kof, ki sem ga že tudi prej omenil, bo delal na fitnesih in na prehrani. Jaz bom delal na borilnih veščinah. Laura Kodar bo na umetnostni ravni, kako risati, kako se ukvarjati z otroki in tako naprej, kako ustvarjati, rečemo tudi ustvarja svoje jakne, ki so v bistvu custom made, bomo temu rekli. In evo, tukaj imamo tudi zelo lahko tebe, ki delaš določene podcaste, imaš snimalce, imaš ljudi, ki delajo in vse to se lahko vključi v Complete Life. In vse bomo to noter v Complete Life vključevali strokovnjaki z vseh področji. In to sem pogrešal. Rečemo, jaz sem glih zanj, zdaj, ko bo prišel 8. bomo lansirali spletno stran, se bojo ljudje lahko malo pogledali. Naredil sem trening, ki je sestavljen iz 5 elementov. Vsi se koncentrirajo samo na pridobivanje mase ali pa na hujšanje. Kje pa je zdravje? Kje je zdravje sklepov? Kje je pravilno ogrevanje? Kje je pravilno ohlajanje? Stabilizacija, ki je najbolj pomembna, če sploh nisi športnik. Vsi bi nekaj na hitro pridobivali, mi pa hočemo, da pridobivajo počast pa kakovostno, pa da pridobivajo v bistvu znanje, ki jim bo koristil za celo življenje, ne zato, da bo jaz vem, kako shujšati. Moraš narediti ločevalno dieto, pa ful moraš laufati. Pa pol malo sklec narediti, pa malo počepal. Po vsakem človeku je drugače in to hočemo dati ljudem. Točno. Da, vse, kar si povedal, so bi tako, ok, štekam, pa zdaj, ki si rekel, pa vsakemu človeku je drugače, rabiš personalizirati. Bravo. To je to. Personalizacija isto, ja. Ker tu je, se mi zdi, nekaj najbolj pomembnega, kar večina, ne vem, tečaj posplošenih stvari izgubi se. Tudi če dva fuzbalerja na isti način treniraš, lahko enega zbombaš v višave, enega boš pa ubil, čeprav ima ta isti talent. Točno to. In ne hočemo res personalizirati. Complete Life bo pač delali bomo tečaje vseh vrst, ampak vsi te strokovnjaki bojo dosegljivi za personalizacijo. Tako da boste vse lahko kontaktirali, se z njimi dobili tudi osebno ali pa prek interneta. Tako da Complete Life. The best. Mislim, da če kaj pri tebi lahko res vidiš to strast, ki jo imaš, kot si rekel, služiti. Če rečemo, ka mladi doskrat, ki jaz delam te delavnice, če ne veš, vprašaj, in tam vprašajo karkoli od življenja, hočejo anonimno, napišejo na listek in takrat se res oni izrazijo, ker je anonimno, ne bojo vedeli, jaz naključno izvlečem listek ven iz boksa in preberem. In je doskrat, kaj je smisel življenja, zakaj, kaj čem tle biti. In jaz rečem, smisel življenja je to, kar ti rečeš, da je. In ti si izbral, vzame smisel življenja služiti samuraj. In pri tem se mi zdi, da si zelo dobro zgradil Only God Can Judge Me, se pravi, samo jaz sem tak, lahko sebe sodim konc koncev in noben drug. In
in vse to zraven, kar si in skocko vse te izkušnje in kar si dal čez, se mi zdi, da ja, v življenju, če grešiš, se učiš in če se učiš, rasteš. Ne? In mislim, da se tu pri tebi zdaj vrhunsko preliva v ta complete life, ki ga daješ ven. Kako živeti svojo strast in res dati ven. In se mi zdi, kar bi še tako mogoče tle dal je, da ni pa tu lahko, ni ono, da Denis se zjutraj zbudi, je dobil idejo complete life, je 5 ljudi poklical in zdaj ima on complete life in vsak dan je, kar si želi in dela, kar si želi, ne. Ampak koliko je bilo v vsem tem obdobju enega stragla, kako se reče to po slovensko? Struggle. Štrudel po slovensko. Truda, veliko Ja, truda. pa, ko bi rekel, ja, pač tega ene vložene energije, ki se ni vedno povrnila ta trenutek zdaj. Ker živimo v svetu, ki je Instagram. Zdaj sem nekaj rekel, zdaj moram to hitro posneti, objaviti in ljudje vsi me bodo sledili. Točno to. Tle se ljudje najbrž ne zavedajo tega, da je ideja padla, ker sem imel točno določeno število izkušenj. Izkušnje pa moraš kar nekaj se potruditi, pa nekaj iti skozi. In to hočem pač povedati mladem, ne bo vse padalo, ni vse tako lepo, kot izgleda na Instagramu. Nekaj, kar lepo izgleda, oziroma bom tako povedal, ki govori o miru, pa kako se umiriš v dihanju na Instagramu, je sigurno mogel iti skozi stvari hude, da se je naučil ta umirjenje, pa diha in tako naprej. In ni vse tako lepo, pač kot kakšna stvar zgleda. Najprej v tem smislu, ni pa tudi vse tako lepo v teh slikah, ki jih določeni objavljajo, pa kažejo svet, da je lep, ker se pa ljudje navadijo, oziroma sploh otroci se navadijo na te lepe slike in pa, ko vidijo realen svet, so skoraj depresivni. Ne skoraj so. Pač jaz dobim skoraj na vsaki delavnici vprašanje, kako naj se soočam z depresijo. In to govoriva od 15 do 19 let stari. Veš, to je najhuj. Jaz mislim, da tukaj je tu zelo veliko odkril Instagram. Veš, mi moramo imeti občutek do teh socialnih omrežij, pa vedeti, kva nam predstavljajo. Ker še enkrat, ni vse tako lepo, kot zgleda, potegneš filter, pa je fajn. Nekako na ta prav način je to treba predstaviti tudi tem mladincem, otrokom in tako naprej, ki se zmeraj bolj spuščajo v te socialna omrežja in tako naprej, tudi določene nevarnosti jim gor prežijo. In če bomo mi saj ozavestili v tej meri, da se zavedajo tega, bojo tudi sami počasi začeli videti te stvari. Tako da ja, s trudom in z delom lahko prideš naprej, pa lahko dobivaš dobre ideje, dobivaš dobre ponudbe, narediš nekaj dobrega s trudom in z delom, ampak z delom iz srca. Če delaš s težko energijo, pa da ti ni dobro, ti bo ta težka energija pa ne dobro, ti bo sledil. Če pa ti delaš z veseljem in si srečen, in se bo to tudi podvojil, potrojil in tako naprej. Bojo pa prišli tudi težki trenutki, to pa itak. To je pa zaradi tega, ker mora obstajati yin in mora obstajati yang, mora obstajati noč, mora obstajati dan, mora obstajati dobro in slabo. Zaradi tega, da je ravnovesje. In ravnovesje mora biti gledko kot v treningu. Se pravi, treniraš na hard, treniraš v easy, se regeneriraš. Če bi skozi treniral na hard, bi po 3 tednah padel dol. In isto je čisto z vso stvarjo, isto je v hrani. Moraš pojesti malo dreka, da si zdrav. Zaradi tega, da navadaš svoj organizem na to, da dobiva določen drek, ki ga ti poješ. Če pa skozi se paziš, da je res vse skozi zdravo in vse dezinficiraš in vse tako naprej, bo enkrat prišla ena bakterija, ki sploh nisi pomislil, da bi bila nevarna, za tebe lahko postane nevarna. In tako nasploh v življenju. Moramo se zavedati, da bojo prišli tudi težki dnevi, ampak moraš vedeti, da jih lahko premagaš in s tem si pa samo močnejši. Mislim, da si super povedal in še eno stvar bi dodal, ki pri tebi zelo močno izžareva, je ta neustrašnost. Pa ne neustrašnost, da nimaš straha, kar dostikrat ljudje pomislijo, ampak neustrašnost v smislu, da si upaš soočiti z njim. Rekel bi, da si neustavljiv v tem, kar si želiš doseči. In
res ti hvala, da si se odzval. Hvala pač, da si podelil z nami neko tvojo življenjsko pot, to strast, kako ti živiš. Se mi zdi, da kdor je hotel nekaj dobiti, sigurno bo. Testirajte. Jaz rečem tako, jaz vse, kar delam, ne mi verjeti. Ne meni verjeti. Testiraj, probaj, pa mi pa pridi povedati, ali je delovalo zate, ali ne, pa tudi, če meni ne poveš, meni je vseeno. Point je, da zate deluje. In pač hvala ti za, ko si rekel prej, za tisto ponudbo, bomo se slišali, jaz sem itak odprt za vse, kar prispeva ljudem. Tako da to je tu. Ljudje boste neustrašni. Jaz sem star 33 let, streamam, delam talk shove, podcaste in igram Call of Duty online. V glavi se skozi sprašujem, stari, skensi Call of Duty, ker ti moraš zapakirati vsem v talk show, pa v podcast, a veš nekaj, kar je tam. Pa sem ne, ker tu sem jaz. In ne bom skensil. In če te to utrčuje, pa da se dobro počutiš, stari, delaj naprej. Ja, to je to. Vse nobeno škoduješ. Exactly. To je to. Razen ljudem, ki jih v igrci odstranim, pa se polizijo. Da veš, Čorči, hvala ti, res me veseli, da si da smo na vezi, bomo. Hvala vsem, ki ste gledali. Tako, ki se rekel, unike niso vdaja, bo v YouTube zapakirana in mislim, da bo še en čas živela na marsikjerem kanalu. Zdaj smo tudi postavili v bistvu SoundCloud z namenom podcastov, pa bomo vse vdaje, ki smo jih posneli, ki jih imamo, bomo naredili audije in bomo dali gor. Tako da za tiste, ki ne morejo gledati, ali pa bi zjutraj se boste v službo ali pa iz šole domov v šolo, namesto da poslušaš Radio 1 ali pa karkoli, lahko poslušaš te vdaje, ker ljudje delijo svoje življenjske zgodbe in nekaj vzameš za sebe. Bravo. Vse to bo pa itak objavljeno vse na socialnih omrežjih, tako da boste vedeli in imeli linke. Denis, hvala ti in hvala vam, pa se vidimo že jutri ob 9:00 prvi podcast v angleščini, tema pa je passion, se pravi strast, namen, smisel življenja. Tako da, čau.